Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Evo, pa smo zvozili ponedeljek, kar je v bistvu največja prepreka v tednu. Ne, ni, ker je torek. Torek je največja. Ali pa sreda. No, te pa bomo jutri ob tem času rekli isto. Pa smo zvozili torek, ampak zdaj še zaenkrat ponedeljek. Kaj vse se je danes jutraj dogajalo, če ste zamudili na hitro zgodovina aspirina. Tudi Marjan Vedlin se je javil spet zdaj že iz Avstralije, torej, ko potuje domov s svojim letalom na lastno pest. In pa o morskih cvetačah smo govorili. Ja, puno jih je zdaj v Slovenskem morju, ampak... Puno jih je. Ja, veliko jih je, ne? Ja, veliko jih je. Kaj je? Veliko jih je. Ogromne gruče teh morskih živali, v redu. In niso pa nevarne za kopalce. No, evo, to je važno. Sicer pa se je vrnil tudi Tine Križanič Tine, svojo rubriko in pa naučili smo se, kaj je francoska nedelja. Horoskop pa nič, ali kaj je to pa je? Pardon, ja, horoskop zelo pomembna in najpomembnejša stvar tega jutra se je tudi zgodila, tako da, če ste karkoli zamudili, evo vam. Dajmo se malo oziroma spomniti, vikenda. Včeraj zvečer Maribor Koper ob 20:15, 2:0 na koncu za vijoličaste. In so zdaj vodilni na lestvici. Tako, ampak tisti pravi test pod narekovaj, nima veze. Tisti pravi test pod narekovaj nas čaka to soboto, večni derbi v Ljubljani. Olimpija, sem naravno gledal, je imela zdaj 3 poraze pa 1 zmago. Tako da bomo videli, ne? Upamo in držimo pesti zagotovo. Drugače pa samo mimo grede vprašam, ker sem včeraj spet eno video. Imate kaj srebrnih ribic doma? Česa? Kaj? A ne veta sploh, kaj to je? Ne, kaj je to? To so one male, take sive žuželke, ko ful hitro laufa po tleh. V bistvu ne vem, kaj misliš, niti tako da bo odgovor ne. Ok, to je v redu, ker ponovadi grejo na vlago, tako da nimate vlage v stanovanju. A ja, to, fuj, pa da nimam tega, da nehaj. No. Čakaj, da vidim, kaj to je. Poglej, srebrna ribica. Ne, res, ne? Ne. Ja, ti pa imaš, ali kaj? Ja, njih 12 Kaj? konstantno živi, nekje not, pa skače sem pa tja. Toliko da veste, niso zdaj nevarne ali pa kaj, samo so pa mogoče dober indikator, da imate vlago kje, ne, ker se pač imajo rade toploto in vlago in živijo do 4 leta, sem naravno gledal včeraj. Okay. In pojejo vse, kaj najdejo, pojejo, recimo odmrle celice kože, dlake, tudi odmrle predstavnike svoje vrste pojejo, jejo papir, predmete iz papirja, karton, hrano v shrambi, stenske tapete, knjige, zavese, si kar postrežejo, embalaže. To sem v bistvu 12 jih imaš? Mislim, verjetno še več. Pa imaš še vse, celo? Ja. Lej, Fras, dokaj ne boš poglodan, prišel v službo. Fras, po moje da 5, njim veš, da Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Dobro jutro. In je čas, da se poglobimo in prisluhnemo horoskopu. Ana. Dobro, sta pripravljena? Okay. Oven. V službi boste zelo uspešni zaradi svojih dobrih idej, v ljubezni pa samske čaka lepo presenečenje in nova privlačnost. To si ti? Ja. Res? Kak pa bom uspešen ta teden? Vik. Z denarjem boste dobro ravnali in vaši prihodki bodo varni. Prosti čas izkoristite za stvari, ki vas najbolj osrečujejo. Dvojčka. Govorjenje vam bo v službi prineslo nove in pomembne posle. V ljubezni pa si vzemite čas in dobro poslušajte partnerja. Rak. Končno boste našli svoj mir in bili zelo zadovoljni sami s seboj. Pri denarju pa bodite pazljivi in ne kupujte stvari, ki jih ne rabite. To bi moglo meni pisati. Za vse? Ja. Lev. V službi vas bodo opazili in lahko dobite boljše opravilo. Partner pa vas bo razveselil z lepo in romantično pozornostjo. Devica. Z dobrim načrtom boste privarčevali nekaj denarja in boste bolj mirni, vseeno pa ne pozabite na počitek in nabiranje novih moči. Tehnica.
Z ljubljeno osebo se bosta odlično ujela in uživala v miru. Pri delu pa najprej končajte stare naloge in šele nato začnite nove. Škorpijon. Vaš občutek za denar vas bo pripeljal do dobrega zaslužka. Osebno srečo boste našli, ko se boste umaknili od slabih ljudi. Strelec. V službi boste zlahka rešili vse težave, zato vas bodo sodelavci spoštovali. So nekaj zamešali. Tako te spoštujem. V ljubezni pa boste imeli veliko željo po nečem novem. Oprosti, Neva, če poslušaš. Kozorog. Vaše trdo delo vam bo prineslo več denarja ali nagrado. Ta zaslužek porabite zase in za stvari, ki vas veselijo. Ok. Vodnar. Postali boste bolj samozavestni in začeli bolj verjeti vase. V ljubezni vas čakajo lepi dnevi, polni dolgih in prijetnih pogovorov. In pa še ribi. V službi boste z dobro idejo rešili težavo, ki traja že dolgo. Vaš denar bo varen, zato boste mirni in brez skrbi. Ok, wow. Ja. Yes. Kaj si, kakšne so me lepe stvari. Dober horoskop ta teden. Ja, škoda, da nič ni res. Pa daj. Dobro jutro želimo. Dobro jutro. Ok, čas je za minuto iz zgodovine, pa ne tiste iz srednje, ko smo vsi umirali zraven. Okay. Na današnji dan leta 1897 je namreč Felix Hoffmann izumil aspirin. Ampak izumil pod narekovaji, ali pač. Primita se za sedeže, kakšna neverjetna zgodba, wow. Ne, ko sem to prebral, sem mislil, da ni aspirin star samo 100 pa nekaj let. Mislim, verjetno so že neki, z neke dreve dol čohali. Res je, da ga je Felix sintetiziral točno na današnji dan pred 129 leti, ampak predtem je aspirin v raznih oblikah obstajal že pred našim štetjem. Že takrat so odkrili, to pa je vrej, če me glava boli, bom pojedel. Za žveko nekaj, whatever. Tudi že pred Felixom so ga sintetizirali v laboratoriju, njemu je pač uspelo, da ga je v tisti najčistejši, najstabilnejši obliki in če bi pri tem ostalo, bi bilo ok, ampak Felixu ni bilo dovolj. Felix je čez nekaj let potem izjavil, da je on prav izumil aspirin, ne, da ga je samo sintetiziral, ne? Da si ga je on zmislil. Torej, da bi še več imel. Ja, zato je čez nekaj let njegov takratni mentor Artur izjavil, da je Felix to naredil po njegovih navodilih in ne samo od sebe in da ne sme dobiti nobenih zaslug za ta izum. Tako da je njegov mentor Artur na sebe potegnil in mesec dni po tej izjavi je Artur umrl. Skrivnostne smrti. Arturja so potem več kot 50 let ignorirali v znanstvenih krogih, dokler niso primera leta 1999 v Glasgowu spet odprli in našli dokaze, da je Artur govoril resnico in Felix res ni izumil aspirina. Odzvalo pa se je podjetje Bayer, poznamo, ki je takrat, pri katerem sta bila takrat zaposlena Artur in Felix in je reklo, da to ni res in še enkrat potrdilo Felixa Hoffmanna kot izumitelja aspirina. Kdo je zdaj izumil? Ja, mene se je bil pri tretji ali ne. Odvisno, koga vprašaš. Dobro. Okay. Če vprašaš torej podjetje Bayer, je to bil Felix Hoffmann. Če vprašaš ostale, je to bil Artur, njegov mentor. Ampak, ko sem vse to bral, sem mislil, če se gre za neke tablete samo, kaj se dogaja. Tako da nauk te zgodbe, ne bodi pameten, ne izumljaj stvari, ker te bojo celo življenje preganjali. Pa doj. Tako le še nič ne delaj. Tako. Dobro jutro želimo. Dobro jutro. In Jeger, da te vprašam, za Ano, tako že vem, ti imaš vrt doma? Ne. Nimaš? Mislim, vrušajo ga nimam. Ok. Ana, ti imaš vrt? Imam vrt. Kak si s paradajzom? Bolj bogo letos, ker je suša. Res? Mislim, bolj bogo. Ne, vse paradižnik je še krokeno. Več gre pri nas češnjevega v promet. Imam pa tudi volavsko srce. Ampak ni preveč velik letos. Ni? Ok. Smisla, da boš lahko sodelovala letos, ne? Ker se obeta 4. festival paradižnika in Italijamo Fest na tržnici, Mariborski tržnici na Vodnikovem trgu in sicer 21. in 22. avgusta med 10. in 21. in del tega
festivala bo tudi tekmovanje za največji paradajz. Ful dobro. Tako da, drage poslušalke in poslušalci, 2 tedna, torej še nekje, oziroma 10 dni še časa. Da dozori. Če imate paradižnik, pa je veliki, mora biti vsaj 700 gramov, torej 700 gramov in več. So lahko torej kandidati, da sodelujejo v tem tekmovanju. Ne vem, kaj vse pomaga ljudje, vem, da so se vozili po semena, ne vem kam, vem, da delajo to recimo, da poberejo vse sadeže dol, da samo eno stane in potem tisti najbolj raste in dobi vse, kaj rabi. Tako da taktik je več, Ana, mogoče za drugo leto, ne? Se lahko pripraviš. Ja, eno leto je bil en moj 900 gramov. Res? Mislim, da je zmagovalni lani bil 1,2 kg ali nekaj takega, nisem prepričan, ampak skratka, se da očitno, ne? Ja, seveda se da. Tako da, če imate paradajz, ne ga še vtrgati, počakajte še teh 10 dni, pridite na tržnico. Namreč, torej, Italijamo Fest bo še zraven in obenem, kar pomeni, da se je mariborska tržnica za 2 dni spremenila v pravo italijansko pijaco z duhom Dolce Vita in sproščenim mediteranskim vzdušjem, tako pravijo organizatorji. Vespe bojo, fičati bojo, italijanska glasba, paradajz in teh paradajzov tudi potem ena velika juha. Izjemno bo na mariborski tržnici, torej med 21. in 22. avgustom. Italijanska hrana in pijača, ne? Ja, vse bo italijansko. Pice, testenine. Še eno vprašanje, Ja. ali bodo v paradižnikovi juhi tudi črke? Lahko bi bila, prinesi jih. Ana Jeger in Marko smo tukaj, želimo lepo dobro jutro. Dobro jutro. In danes, ko je 10. avgust, ponedeljek, je tudi svetovni dan levov, tako da Jeger, vse najboljše. Ja, nisem se eno, hvala lepa. Samo za malce boš pa ti dal. Ana Jeger, Marko, želimo dobro jutro. Dobro jutro. Lep ponedeljek. In, drage poslušalke, poslušalci, če še kdo slučajno ne ve, obstaja en Slovenec, obstaja en Mariborčan, ki se piše Vedlin in to ni Dejan. Tako. Je pa pilot, kar je nenavadno naključje, ampak Dejan je rekel, da baje nista v žlahti. To je Marjan Vedlin, pilot, ki je šel po svoje letalo na Novo Zelandijo. Rekel, vse skupaj je predrago, da bi mu nekdo dostavil, tako da je on šel sam tja, ga pobral in se zdaj vozi domov. Ja. Imel je milijon nekih problemov na začetku, potem je malo šlo, pol spet nekaj, pol spet šlo. Jeger, ti si ga malo spremljal čez vikend, kakšna je situacija, kaj se dogaja? Ja, pazi, v soboto je imel težave s pritiskom olja, tako da so se po 10 minutah poleta vrnili na letališče v Townsville v Avstraliji. Pol je mehanik vse skupaj rešil, boj da je bil hin samo ta indikator pritiska olja, da so pol zamenjali in so poleteli proti Tindalu. Vmes pa so se mislili ustaviti še v Normantonu, da natankajo, samo tam ni bilo elektrike in ni delala črpalka. Da so potem tankali, še konec, v Karumbi, ki je par 10 km stran, samo tam pa ne moreš plačati z navadno kartico, ampak moraš imeti kartico od te tankštele, kje boš tankal, ne. Okay. Teda pol, ko je razložil, kam gre, pa odkot je sploh prišel, ne, tam en drugi pilot se ga usmilo, pa je tankal, pa je plačal z njegovo kartico, pa mu je pol Marjan samo flikno nazaj. Ja, bravo. In zdaj vprašanje, ali je Marjan Vedlin prispel v Tindal? Ja, Tindal. Tindal je sicer vojaška baza, čeprav dovoljuje pristanke tudi takšni mali aviaciji. Pot je bila, vsaj tam smo rekli, tam nekje okrog 4,5 do 5 ur in z malo čelnega vetra, na žalost. Ampak, verjeli ali ne, še vedno smo bili prehitri. Zakaj? Zaradi tega, ker se letališče v Tindalu uradno začne oziroma uradno odpre ob 7:30 zvečer. Mi smo prispeli praktično 7 pa nekaj minut. Tako da smo rekli, ok, te bomo pač počakali v zraku, z gorivom ni bil problema, da bi to bil problem, smo tako točili 5 ur nazaj. V bistvu malo smo počakali in dobesedno pristali ob 7:30 zvečer v praktično že temi in nas poslali pravzaprav parkirati v popolnoma neosvetljen del letališča, tako da smo se še malo mogli svetiti z telefoni, z baterijami. Še bolj zanimivo pa postalo, ko smo prišli ven iz letališča, se pravi na terminalski del, tam pa žive duše in v bistvu smo rabili kar nekaj časa, dobro uro,
da smo dobili taksi, da nas je potem odpeljal do namestitve, ampak ok, rešeno. No ne, pustolovščina. bomo počakali v zraku, ni problema. Ja, pa pol ure krožo, ali kaj. Parkira to gre, pa mislim, ročno potegna, ali kaj, v luftu. Marjan in ekipa, vso srečo, želimo še naprej. Jaz upam, da kmalu pridete nekam. Zdaj je plan, da gre proti Darwinu. Samo pa videli. Dobro, vse se bo še javil, ne? In še bo seveda. Ok, Marjan, še enkrat vso srečo in torej še več informacij o njegovem popotovanju na tem radiju. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ne, ni še čas za Milana, ne se strašiti. Bo čez 2 uri in pol. Ne pozabiti, toti reporter Milan še vedno na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone in ena, ki je prišla v ta izbor, je zagotovo tudi ta o predčasnih volitvah. Dajmo se malo spomniti. Vse je bilo super, prijazni ljudje, not v penziji, polni energije, sem pa tja. No, vse to mogoče je edini problem, ne? Pač ta leta, ki tam not sedijo, nekaj to so bolj kot ne Milančkovi sošolci, ne? Pa to vsi vemo, kaj bolj pomeni, ne? Druže Tito, pa pol ti ono plahto da pa s prstom tako gor tiši. Samo vašim to očitno paša, ne? Kjer jim paša? Mislim to, kaj si pač obkrožil, ne? Kako da ti veš, kaj sem jaz volil? Ja, na stol za stovo, pa sem preko onega kartona pogledal. Ti si bolan, ali kaj si? Tudi to se dogaja, očitno. Skratka, toti reporter Milan danes 10 pred 10, tudi kasneje 15:15 in 18:15. Tine, Križanič, Tine. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Po dolgem času se vrnil in prideš točno v to. Dolgo, ne? 14 dni, ne? Ja, no, pa prejšnji teden sem... Kaj? Ja, si en dan je bil tukaj, ja. Ne, tu, vse sem vsak dan snemal, da sem vun vlegal to, da 2 konja zjutraj, viš, da je bilo vsaj nekaj, ne, da bo slušati. Ja, točno. Ja, dobro. Čeprav si zaspal en dan. Ja, priznam. To je bila zanimiva. Da si zaspal. Ok, kaj prinašaš, zdaj, ko si svež, spočit? Predvsem spočit, ja. To se mi dopade. 67-letna Miriam iz Kolumbije se je odločila, da bo svoj, recimo temu, hobi vnovčila. In sicer ona je pred kar nekaj leti je pač brezposelna bila, dala si je stol pred bajto, pa je začela si zapisovati, kdo kam gre, kdo kdaj kam gre, ker je poštar je bolj dolgo pri kom se zadržal, skratka take stvari. In je začela prodajati govorice. Res? Ja, sebe opisuje kot professional gossiper, torej profesionalna upravljavka. In ona še zdaj to lepo dela, vse ima zapisano, ona prodaja pa tudi molk. Veš, da jim pride, še jaz sem šel, oni, ja, glej, ima ceno posebej za to. Za molk ali pa za... Ja. In ne boste verjeli, do zdaj si je 2 hiši kupila. Te veš, kaj vse ve, ne? Te veš, koliko bi eni lahko pri nas zaslužili, pa ne? Zanimivo. Si rekel Kolumbija? Kolumbija. V Kolumbiji so ljudi za manj ubili že zagotovo, jaz ne vem kak, še ni noben. Pa dobro, prosim. Ja, no, pravim samo. Ja, več kakšne informacije ima, ne, take, ki... Mogoče zdaj ne živi sredi kartelnega območja, ne, pa mogoče je malo lažje, ker ima pa same neke... Ja, samo en je potreben, da prije slučajno, ne, v sosesko. Ali pa je... Ali pa ima ona. Di tuti kapi, lepo je ona tamani, pa zbog ne vemo. Ne? Ja, bravo, Mirjam, in hvala Tine. Ja, prosim. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. In dajmo se torej posvetiti tem morskim cvetačam. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številčne gruče teh morskih cvetač. Gre za vrsto meduze, ki je zelo slikovita. Če pogledamo strokovni opis, zgoraj ima rjavkast krog, pod klobukom temno-zelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki. Lepo. Zelo slikovita, jaz sem pogooglal, nisem še videl v živo. Lepa je, drugače. Zelo lepa, ja. No, ampak strokovnjaki sicer množično pojavljajo
pojavljanje te in drugih vrst klobučnjakov pripisujejo podnebnim spremembam, ker toplejše morje privablja vedno nove organizme, ampak če se pa zdaj osredotočimo na morsko cvetačo, ki je točno zdaj v Slovenskem morju, pa dajmo pogledati, za kako vrsto meduze gre, ampak ker ne jaz, ne vidva, nismo morski strokovnjaki, sem jaz poklical Andrejo Ramšak na morsko-biološko postajo Piran, torej za kako vrsto meduze gre. Je vrsta, ki prebiva v Sredozemskem morju, najde se jo tudi v Atlantskem oceanu, vse tja do Kanarskih otokov. Se pravi, to je domorodna vrsta in se običajno pojavlja v toplem delu leta, se pravi čez poletje. Potem konec avgusta, tam do sredine septembra nekako pa se razmnožuje in potem se njen razvoj konča in tudi izgine iz morja, tako da jo ne opazimo več. Vrsta je pa zelo zanimiva, najprej je zelo slikovita, poleg tega je pa to ena redkih vrst meduz, tudi globalno gledano, ki ima simbionte, se pravi ima dinoflagelatske alge, ki dajejo to značilno barvo in te alge ji tudi priskrbijo del hrane. Del hrane pa dobi s tem, da pleni zooplankton. Zanimivo, kako se zmenja vse to živali, ne? Ja, ne. Ne morejo se pogovarjati, pa to, ampak na neki točki se ena prisesa na druga, vreje, te bomo pač tak. Gospa Ramšak, ali so škodljive morda te morske cvetače za ekosistem v Slovenskem morju? Bi rekla, da niso škodljive, ker so naravni prebivalci, kar je mogoče lahko problematično oziroma kar je nekaj, kar odstopa, pa je to, da se pojavlja vedno pogosteje. Se pravi, če pogledamo nazaj, nekaj desetletij nazaj je bila redko opažena vrsta, zadnjih 15 let pa je ta vrsta pogosteje opažena, v bistvu jo opazimo vsako leto. Ne bi rekla, da je ravno škodljiva za ekosistem v Slovenskem morju ali pa recimo v Sredozemlju, kjer je njeno naravno okolje. Torej tukaj kar domača, ne? Ja, je pa res, da smo lahko gledali zdaj prejšnji teden, pa tudi ta teden, ogromno slik Slovenskega morja, kjer je teh meduz res ogromno, zato najpomembnejše vprašanje, ali so nevarne za kopalce? V bistvu priporočam tako, ker sodi morska cvetača med ožigalkarje, ima nekaj strupov, ampak jih ima manj in zato tudi manj, mi tega v bistvu niti ne čutimo, če se jo dotaknemo z rokami, ampak vseeno priporočam, da se ljudje pač ali pa otroci ne igrajo z njo in da si jo pač zgolj ogledajo, če srečajo v morju. Dobro. Malo sem si oddahnil, ker vedno čakam na take stvari, veš, tako je ono, ne vem, tam pri Avstraliji, neka mala, ko je sploh ne vidiš, pa te ubije. Veš, tako da tu, ne, zdaj ravno šlatat, pa čohat, pa božat, ne bo pa nič, to reče se nas slučajno dotakne. Najlepša hvala, gospa Andreja Ramšak, to so torej morske cvetače, lahko jih vidite torej v Sredozemlju. Dobro jutro. Dobro jutro. Peugeot 13G. Voulez-vous? Mislim, zdaj bi lahko 3 minute samo to poslušali. Ampak ne, ena druga zadeva, na spletu se je pojavil en nov trend, ki se imenuje francoska nedelja. Veste, kaj je to? Ne povej. Poznata? Ne. Gre za koncept, ki v ospredje postavlja sprostitev in počitek na tak način, da vsakemu posamezniku paše, pač da dela to, kaj mu paše. Bistvo je torej, da si vikenda ali pa v tem primeru nedelje ne zapolniš do amena, da nimaš zjutraj tega, do poldne tistega, potem je kosilo tam, potem moraš iti na kavo tja, potem moraš leteti na izlet, poleg se greš kopati zvečer in si utrujen na koncu od vikenda. Ampak francoska nedelja je preprosta nedelja. Počitek, skrb zase in je to. In ob prebiranju sem ugotovil, da so v bistvu vse moje nedelje doslej bile francoske nedelje. Tudi naše so večinoma doma takšne, se držimo tega. Ker si ne planiram milijon stvari, ker je to edini dan v tednu, ko sem fraj, ker 6 dni nisem fraj. Nedelja bo fraj in s težkim srcem pač moraš iti na kakšne družinske dolžnosti, ampak če že gre, dajte mi mir, jaz danes rabim
da je to moj dan. Pošteno, pravilno. Jaz, ko si zdaj to povedal, sem ugotovil, da francoske nedelje že dolgo nisem imel. Zgleda je tudi, če nekaj časa ne bom. Ja, imaš vseeno še malo mlajšo dete. Tako, ne rečem, tako da ja. Ampak tudi to je čar po svoje, ne? Vse bo minilo. Boš potem noč spravila. Valjda. Ko se boš nehal v ponedeljek zjutraj zbujati. Se reži, že zdaj se reži, 10 let prehitro. Si že mane roke pa vse. Torej ti, Ana, pa tudi. Mi se doma probamo držati tega načela, ja, da v nedeljo se dolgo spi, nekaj dobrega poje in se na kavču smrdi. Ja, in tako, pika. Nimam kaj dodati. Rešeno, upam, da če le možno, ni pa vedno, seveda se imaš. Ja, se zgodi, ampak če je že 3-krat na mesec francoska nedelja, pa potem enkrat nemška, recimo, gre skozi. Dejan, Ana in Jege in toto jutro.